Za najnovejše informacije z veseljem pozdravljamo veleposlanika Johna Boltona, nekdanjega svetovalca za nacionalno varnost ZDA pod predsednikom Donaldom Trumpom in nekdanjega ameriškega veleposlanika pri Združenih narodih, ki se nam v živo pridružuje iz Washingtona. Gospod veleposlanik, najlepša hvala, da ste z nami. Ves čas smo poslušali, kako ameriški predsednik pravi, da Iran resnično želi dogovor. In zdaj ta drzna poteza Islamske republike, ki v bistvu zavira diplomatska prizadevanja ZDA, hkrati pa kaže s prstom na izraelske napade v Libanonu in Gazi. Kakšno je vaše mnenje o tej potezi režima v tem trenutku? Hvala, da ste me povabili. Mislim, da je to del iranske propagande. Mislim, da poskušajo za pomanjkanje napredka v pogajanjih glede glavnega konflikta z Iranom okriviti Izrael. Zanimivo pa je, da to počnejo, saj to vsekakor dokazuje, kakšen je njihov interes pri zaščiti Hezbolaha, ki je očitno ključni teroristični akter v njihovi mreži posredniških skupin. Poglejte, mislim, da je prekinitev ognja v veliki meri koristila Iranu. To jim je omogočilo, da so si opomogli od škode, ki so jo povzročili ameriški in izraelski napadi, ki so se začeli konec februarja. Seveda Iran trpi zaradi blokade, ki mu preprečuje prodajo nafte na mednarodnih trgih. Ampak mislim, da režim to vidi kot preizkus odločnosti. Njim ni mar, kakšna je usoda iranskega ljudstva v gospodarskem smislu, medtem ko vedo, da je Trump pod pritiskom zaradi cene bencina v Združenih državah, inflacije in drugih dejavnikov, ki bi lahko vplivali na novembrske volitve. In mislim, da režim verjame, da imajo več odločnosti in več volje kot Trump, ter da to ne bo povzročilo, da bi Trump naredil dodatne popuščanja. Trump je rekel, da ga ne zanima, ampak to je tisto, kar pravi javno. Bomo videli, kaj se bo zgodilo. Seveda vsi pozorno spremljajo najnovejši razvoj dogodkov in odzive. Pred kratkim je iranski veleposlanik tudi povedal, da bo Teheran napadel sever Izraela, če bo Izrael napadel Hezbolah v Bejrutu. Zdaj vemo, da se Donald Trump in Benjamin Netanjahu pogovarjata po telefonu. Kaj naj bi ameriški voditelj trenutno želel, da izraelski premier stori ali morda ne stori? Kakšno je vaše mnenje? Mislim, da je Izrael dobil precej širok nabor možnosti glede Libanona. Dokler režim v Iranu ne ponudi česa zadovoljivega glede jedrskega vprašanja in številnih drugih vprašanj. Mislim, da če bi Trump na koncu rekel, naj se dejavnosti v Libanonu začasno ustavijo, Bibi Netanjahu ne bi imel veliko izbire, vendar mislim, da Trumpu trenutno to ne ustreza. In mislim iskreno povedano, da je pametno zdaj napast Hezbolah z vso silo, ki jo lahko Izrael zbere. Ker ne vemo, koliko časa bo še, preden bo morda prišlo do prekinitve ognja, kljub vsem trenutnim znakom, preden bi lahko začela veljati prava prekinitev ognja. To je zagotovo zanimiva igra, ki jo igra Iran. Vemo, da je Teheran dejal, da izraelski napadi v Libanonu kršijo premirje med ZDA in Iranom. In s tem, ko povežeta obe stvari, to omogoča Teheranu, da krivi Izrael. Medtem, ko so pogovori z mediacijo Katarja, Pakistana vsi trajali dolgo, Iran pa lahko še naprej prelaga stvar na pozneje. Kako mislite, da bo Donald Trump odgovoril na to? Je le papirnati tiger ali je zdaj čas za ukrepanje? Mislim, da je res ujet v past, ki si jo je sam nastavil. Mislim, da ni bil jasen glede svojih ciljev, ko so se začeli napadi na Iran. Sam sem že več kot 2 desetletji zagovarjal spremembo režima, skoraj tako dolgo kot Bibi Netanjahu. Ampak ne mislim, da je bil to Trumpov cilj. Mislim, da bi se Trump rad iz tega izvlekel. Mislim, da bi rad lahko razglasil zmago, končal zaprtje Hormuške ožine, znižal svetovne cene nafte in znižal cene goriva na črpalkah v Ameriki. Ampak hkrati ve, da če sklene slab dogovor v primerjavi z Obamovim jedrskim sporazumom iz leta 2015 ali v primerjavi s čim drugim, če naredi preveč popuščanj Iranu, ga bodo javno kritizirali. In to je vse bolj ranljiv. Zato mislim, da je v zelo težkem položaju, prepričan sem, da je frustriran in mislim, da navzven daje vtis, kot da ga ne skrbi. Lahko čakam, ni nam treba skrbeti zaradi te prekinitve. Mislim, da ga to zelo skrbi, ker smo že videli, da so se cene nafte dvignile, borzni trgi pa danes padli.
Poleg finančnih posledic, kot ste že omenili, se mu ni mudilo skleniti dogovora. In vendar so tu vmesne volitve, vpliv življenjskih stroškov za Američane. Poleg tega slišimo poročila o zaskrbljenosti glede svetovnega prvenstva. Glede na to, da ste bili nekdanja svetovalka za nacionalno varnost, je to res ovira za vojno. Katera vprašanja mora upoštevati doma, preden reče, da je dovolj in morda ponovno začne vojaško akcijo? No, preden se je vojna začela, tega ni učinkovito pojasnil ameriški javnosti. Zakaj iranska politika ogroža ZDA, očitno ogroža Izrael, ogroža naše prijatelje v zalivskih arabskih državah, a neposredno ogroža tudi Združene države? To ni vprašanje enega govora. Gre za vprašanje priprave, kot jo je opravil George H.W. Bush, preden je izgnal Sadama Huseina iz Kuvajta, potem ko je Saddam leta 1990-1991 napadel Kuvajt. In ker Donald Trump nima veliko javne podpore, večina anket kaže, da je mnenje o vojni negativno, ga skrbi, da nima veliko prostora za manevriranje. In mislim, da Iranci prav na to računajo. Če lahko nanj še bolj pritisnejo, če ga lahko prepričajo, da je Izrael edina ovira med njimi in dogovorom, upajo, da bo Trump pritisnil na Izrael naj preneha. In mislim, da so si vzeli k srcu tisto, kar so ljudje morda že slišali, tako imenovani fenomen tako. Trump se vedno ustraši in odneha. Iranski režim računa na to, da bo bolj trd in odločen kot Trump. Obstajajo poročila, da pritisk ZDA vpliva na morebitne poteze Benjamina Netanjahuja in Izraela glede Dahije, južnega predmestja Bejruta pod nadzorom Hezbolaha. Situacija se še razvija. Počakali bomo, ali je to res tako. Toda mnogi tukaj, gospa veleposlanica, so bili presenečeni, da je bil Izrael dejansko postavljen na stranski tir, da Benjamin Netanjahu ni bil povsem vključen v pogovore med ZDA in Iranom, kar je seveda zelo pomenljivo, glede na to, da sta skupni operaciji Epic Fury in Roaring Lions skupaj dosegli velik učinek konec februarja. Kakšen je vaš občutek glede odnosa med obema voditeljema, ameriškim in izraelskim, v tem ključnem trenutku za celotno regijo? Veste, odnosi med zavezniki v času bitke niso nikoli popolni. Lahko pogledate odnos med Franklinom Rooseveltom in Winstonom Churchillom v drugi svetovni vojni. Bilo je vse prej kot lahko, ampak mislim, da je Trump doslej Izraelu dal precej proste roke v Libanonu. In jaz bi še naprej izkoriščal to. Resnica je, da če se Trump odloči, da želi ustaviti vsa sovražnosti v določenem trenutku, bo Izraelu zelo težko reči ne. Torej, dokler Netanjahu ne sliši jasnega ne iz Bele hiše, mislim, da ne bi smel zamuditi te priložnosti. Ker škodovanje Hezbolahu ne osvobodi le Izraela in ljudi v Libanonu grožnje Hezbolaha, ampak tudi oslabi vpliv Irana v regiji. In to koristi tako ZDA kot Izrael. Ironija pa je, da mnogi v tej regiji menijo, da so ZDA dejansko zadrževale Izrael pri popolni odpravi grožnje Hezbolaha. In to je imelo tudi ogromno ceno, ko želi Izrael odgovoriti proti iranskim posredniškim silam, ki izstreljujejo rakete in brezpilotnike na civiliste in vojake. Položaj se še razvija. Najlepša hvala. Tukaj bomo zaključili, vendar vedno cenimo vaš čas. Veleposlanik John Bolton v živo iz DC-ja. Najlepša hvala, da ste bili z nami v oddaji The Rundown. Hvala.